imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Dober večer, 19. marec je danes in goduje sveti Jožef, mož Device Marije, pravzaprav je danes slovesni praznik. Glej, zvesti in modri služabnik, ki ga je Gospod postavil nad svojo družino, pravi vstopni spev. Zvesti in modri, da bi tudi mi znali biti zvesti in da bi nam Gospod dal modrosti. Danes vstopamo tudi v teden družine, ki ga redno obhajamo med praznikom svetega Jožefa in Gospodovim oznanjenjem. Tema letošnjega pastoralnega leta je vseživljenjska kateheza. Zato je Urad za družino pri Slovenski škofovski konferenci za teden družine izbral geslo, kdor se uči, je mlad. Torej tudi spodbuda, da bi ostali večno mladi z učenjem. Za vsak dan bosta pripravljeni določena misel in življenjska zgodba, molitev in iztočnica za pogovor v družini. Te vsebine pa najdete na spletnih straneh. Čestitke vsem Jožetom, Jožicam, Jožefam, Jožkom in tako dalje, vsi, ki imate to ime, ki danes zgodujete. Mi pa smo povabljeni, da položimo Gospodov oltar, zahvale, želje, vse to, kar nosimo sedaj v naših srcih, da Gospod to spremlja, da obrne dobro, lepo in zmolimo skupaj. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče, vsemogočni, Gospod, edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas, ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo, ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas, zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Vsemogočni Bog, prve začetke odrešenja človeškega rodu si zaupal zvestemu varuhu svetemu Jožefu. Tvoja cerkev naj po njegovi priprošnji vedno ohranja in dopolnjuje skrivnost odrešenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Prisluhnimo Božji besedi. Prvo berilo je iz 2. Samuelove knjige. Tiste dni je bila Natanu sporočena Gospodova beseda. Pojdi in povej mojemu služabniku Davidu, ko se ti dopolnijo dnevi in pojdeš k svojim očetom, bom določil tvojega telesnega sina za tvojega naslednika in bom utrdil njegovo kraljestvo. Ta bo sezidal hišo mojemu imenu in prestol njegovega kraljestva bom utrdil na veke. Jaz mu bom oče, on mi bo sin. Tvoja hiša in tvoje kraljestvo bosta obstala pred teboj na veke. Tvoj prestol bo utrjen na veke. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev, njegov zarod ostane vekomaj. Njegov zarod ostane vekomaj. Gospodove milosti bom na veke opeval, vsem rodovom bom oznanjal tvojo zvestobo. Rekel sem namreč, milost ima večne temelje, z nebes si utrdil svojo zvestobo. Njegov zarod ostane vekomaj. Zavezo sem sklenil s svojim izvoljencem,
Prisegel sem Davidu, svojemu služabniku, na veke utrdim tvoj zarod, za vse rodove utemeljim tvoj prestol. Njegov zarod ostane vekomaj. On me bo klical, moj oče si ti, moj Bog in skala mojega zveličanja. Vekomaj mu ohranim svojo milost in trdna mu bo ostala moja zaveza. Njegov zarod ostane vekomaj. Drugo berilo pa je iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, Abrahamu ali njegovemu potomstvu je bila dana obljuba, da bo dedič sveta, ne zaradi postave, ampak zaradi pravičnosti iz vere. Zato iz vere, da je po milosti, da je obljuba zagotovljena za vse potomstvo, ne samo potomstvo iz postave, ampak tudi iz vere Abrahama, ki je oče nas vseh. Kakor je pisano, za očeta mnogih narodov sem te postavil, pred njim, ki mu je veroval, pred Bogom, ki oživlja mrtve in to, kar ne biva, kliče, da biva. Proti upanju je upal in veroval, da postane oče mnogih narodov, kakor je bilo rečeno, tako bo s tvojim potomstvom. Zato se mu je to tudi štelo v pravičnost. To je Božja beseda. Bogu hvala. Blagor tistim, ki prebivajo v tvoji hiši, Gospod, vedno te bodo hvalili. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Jakob je imel sina Jožefa, moža Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki je Kristus. Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo tako. Ko je bila njegova mati Marija zaročena z Jožefom, je bila, preden sta prišla skupaj, noseča od svetega duha. Ker je bil njen mož Jožef pravičen in je ni hotel osramotiti, jo je sklenil skrivaj odsloviti. Ko je to premišljeval, glej, se mu prikaže v spanju Gospodov angel in pravi: Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi svoje žene Marije, kar je namreč spočela ji od svetega duha. Rodila bo sina, ki mu daj ime Jezus, ker bo on odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov. Ko se je Jožef zbudil iz spanja, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Tako danes je imel papež Frančišek mašo v domu svete Marte in zanimivo, da je svojo molitev namenil za vse, ki so v tem trenutku izrednih razmer, za katere so značilne številne omejitve zaradi pandemije koronavirusa v zaporih, torej za zapornike. Pravi, da danes molimo za brate in sestre, ki so po zaporih, zelo trpijo zaradi negotovosti, kar se bo zgodilo znotraj zaporov, in tudi misli na svoje družine. Smo rekli, da danes vstopamo tudi v te družine, vemo, kako pomembne so družine, tudi zaporniki imajo svoje družine. Pravi, kako so, če je kdo bolan, če jim kaj manjka. Danes smo blizu zapornikom, ki v tem trenutku negotovosti in bolečine zelo trpijo. No, mislim, da smo si tudi drugi blizu. Tudi takšne preizkušnje nas velikokrat zbližajo. In seveda, praznik svetega Jožefa je danes in temu je tudi papež Frančišek namenil nekaj besed, že o tem, kar smo slišali, o pravičnem človeku, Jožef, ki je bil pravičen, pravi, sposobnem vstopiti v skrivnost Boga. Sposoben je bil vstopiti v skrivnost Boga. Pravi, Jožef je bil človek vere, zaradi tega je bil pravičen. Verjel je človek vere. Pa ne zato, ne samo zato, pravi papež, ker je veroval, ampak ker je živel to vero, ker je to vero udejanil v svojem vsakdanjem življenju, kar smo tudi mi večkrat poklicani, pravzaprav ne večkrat, vedno smo poklicani, da svojo vero udejanjamo v vsakdanjem življenju. In prav to je Jožef s svojim življenjem pokazal. Bil je pravičen človek, pravi papež. Izbran je bil, da je vzgajal človeka, ki je bil pravi človek in tudi pravi Bog. Izbran, da je vzgajal Jezusa Kristusa, pravega človeka in pravega Boga. Tudi mi smo izbrani, vsak od nas je izbran na nek svoj poseben način, poklican, neko svoje posebno poslanstvo. Seveda,
lepo je, da se tudi Bogu priporočamo, da nam pokaže to pot, kam sem pa jaz poklican, kaj pa moje poslanstvo v življenju, kaj pa lahko dobrega jaz naredim, kako lahko jaz udejanjam to mojo vero, ki mi je dana. In pravi papež, potreben bi bil človek Bog za vzgojo takšnega človeka, kot je bil Jezus Kristus, a ga ni bilo. Gospod je zbral pravičnika, človeka vere, človeka, ki je bil sposoben biti človek in tudi biti sposoben govoriti z Bogom, vstopiti v skrivnost Boga. Izbral je nekoga, ki je bil sposoben vstopiti v skrivnost Boga. To nam Gospod ne nalaga take naloge, kot je dal Jožefu, nalaga pa drugačne naloge. Tudi nam daje, da vstopamo v življenje, da uresničujemo svojo poklicanost. In pravi, takšno je bilo torej Jožefovo življenje. Živel je svoj poklic, svoje življenje kot mož in jo vstopil v skrivnost. Bil je človek, ki je bil sposoben govoriti s skrivnostjo. Pogovarjate se s skrivnostjo Boga. Zakaj? Ker Bog je tisti, ki presega vse. Tudi stvari, ki jih človek ne more dojeti, jih poskušamo dojeti, jih poskušamo obvladati. Pravi, Jožef ni bil sanjač, ni sanjal. Vstopil je v skrivnost z enako naravnostjo, s katero je opravljal svoj poklic, s tisto natančnostjo svojega poklica, saj je bil sposoben prilagoditi lesen vogal do milimetra natančno. Vedel je, kako to storiti. Sposoben je bil znižati, zmanjšati do milimetra natančno les, površino lesa. Tukaj se pač konkretno posvetil poklicu, ki ga je imel sveti Jožef. Pravi, bil je zelo natančen. In bil je sposoben vstopiti v skrivnost, ki je ni mogel nadzorovati. In tudi sedaj smo pred eno tako preizkušnjo, ki velikokrat ne moremo nadzorovati, ne znamo obvladati. In povabljeni, da tudi mi vstopimo v to skrivnost Boga, ki presega naše razumevanje, naše obvladanje. In zanimivo, sveti Bernardin Sienski, to je bil frančiškanski ljudski pridigaj, živel na prehodu iz 14. v 15. stoletje, bil je poznan kot častilec Jezusovega in Marijinega imena. Je prav v enem od svojih govorov tudi omenja svetega Jožefa. Pravi, splošno pravilo pri podelitvi vseh posebnih milosti kakemu razumnemu bitju je, kadar Božja milost koga izbere za kakšno posebno nalogo ali kak vzvišen poklic, mu da tudi vse darove, ki so mu kot izbrani osebi potrebni in so mu tudi v čast. Da vse darove, tudi mi imamo te darove. Da gradimo, da živimo svoj poklic. Darovi so nam dani, poiskati jih je treba, najti jih je treba, zavedati se jih je treba velikokrat. Seveda Bernardin se nanaša tukaj, piše o svetem Jožefu, pravi, to se je v največji meri uresničilo pri svetem Jožefu, krušnemu očetu, Gospoda Jezusa Kristusa in pri resničnem ženju kraljice sveta in vladarice angelov. Njega je večni oče izbral za zvestega hranitelja in varuha svojega največjega zaklada, svojega sina in njegove matere. Sveti Jožef je to službo nad vse zvesto izvršil. Zato mu je Gospod rekel, dobri in zvesti služabnik, pojdi v veselje svojega Gospoda. Kaj pa tudi mi prosimo, da bi nam Gospod to rekel, dobro si izvršil svoj poklic, svoje poslanstvo na zemlji, pojdi v veselje svojega Gospoda. Ko pa prosimo za zvestobo, za zaupanje, za moč, ker je danes praznik, bomo sedaj zmolili še viro, vas povabim doma, lahko skupaj zmolite, se nam pridružite. Verjam v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda, Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsem veki, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se vtelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen
In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca in v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev. Priznavam en krst v odpuščanju grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Dragi bratje in sestre, obrnimo se k nebeškemu očetu s svojimi prošnjami po posredovanju zvestega služabnika in našega varuha, svetega Jožefa. Po njegovi priprošnji bodo naše molitve in prošnje lažje uslišane. Dobri oče, na priprošnjo svetega Jožefa, varuha vesoljne cerkve, združi vse kristjane in jih vodi po poti miru, edinosti in ljubezni. Prosimo te, usliši nas. Na priprošnjo svetega Jezusovega rednika varuj ves svet, posebno pa slovenske dežele, vojske nesreč in krivic, ter nas vse pripelji k resnični blagini in svobodi. Prosimo te, usliši nas. Na priprošnjo svetega moža, device Marije in glavarja svete družine, vli vsem družinam medsebojno razumevanje, zaupanje v Božjo previdnost in krščansko pojmovanje skupnega življenja. Prosimo te, usliši nas. Na priprošnjo vzornika vseh delavcev podpira vse, ki se bojujejo za dostojanstvo dela, pravično plačilo in za evangelizacijo siromašnih predmestij. Prosimo te, usliši nas. Na priprošnjo svetega Jožefa, tolažnika nesrečnih in zavetnikov umirajočih, okrepčaj naše bolne in umirajoče brate in sestre, posebno tiste, ki so prizadeti z virusom. Prosimo te, usliši nas. Nebeški oče, sveti Jožef je Jezusu in Mariji izkazoval svojo skrb in ljubezen, naj jo tudi nam, da bomo prav živeli in se bomo kot ena družina nekoč vsi zbrali pri tebi, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Hvaljen bo Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo, sad zemlje, dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Po skrivnosti te Božje vina, naj bomo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvaljen bo Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Gospod bo spremlja nas ponižne in stesane, ne tudi danes naša daritev. Izmi, Gospod, mojo krivdo in očisti me grehov. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Naj sprejme, Gospod, daritev iz tvojih rok, hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Nebeški Oče, sveti Jožef je zvesto služil tvojemu edinorojenemu sinu, ki ga je rodila devica Marija. Naj tudi mi s čistim srcem služimo tvojemu oltarju, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. K višku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog. Na praznik svetega Jožefa te poveličujemo, slavimo in hvalimo. On je pravični mož, ki si ga dal za ženina deviški Božji materi, zvesti in modri služabnik, ki si ga postavil za poglavarja sveti družini. Kakor Oče je varoval tvojega v moči svetega duha, spočetega edinorojenega sina, Jezusa Kristusa, našega Gospoda. Po njem tvoje veličastvo hvalijo angeli, molijo in v svetem spoštovanju služijo vsi nebeški zbori. Prosimo, sprejmi z njimi tudi našo hvalnico, ko zaupno kličemo. Svet, svet,
Svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postane telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel v prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerju vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire. Reši nas odrešenih sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponično prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, smili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z njenim ženinom Svetim Jožefom, z apostoli, Svetim Rokom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Naš odrešenik nam naroča, Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte to jagnje Božje, Jezus Kristus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo, in ozdravljena bo moja duša. Blago povabljenim na Gospodovo gostijo.
priporočil, sploh v tem času, težkih trenutkih virusa, ko ne moramo obhajati svetih maš z ljudstvom, da se lahko udeležimo duhovnega obhajila, tako da vas tudi danes povabim. Hvaležnosti Bogu in prošnji, da lahko v trenutku tišine sprejmemo Gospoda, naše srce, našo notranjost. Pod tvojimi nogami, o moj Jezus, poklekam in ti ponujam kesanje svojega skrušenega srca, ki se ponižuje v svoji ničnosti pred tvojo sveto navzočnostjo. Častim te v zakramentu tvoje ljubezni, željo, da te sprejmem v svoje ubogo bivališče, ki ti ga ponuja moje srce. V pričakovanju sreče zakramentalnega obhajila te hočem imeti vsaj v duhu. Pridi k meni, moj Jezus, da bom jaz prišel k tebi. O, da bi tvoja ljubezen vnela vse moje bitje, tako za življenje kot za smrt. Verjam v te, upam v te, ljubim te nad vse, tako bodi. No, to so besede, ki jih je tudi danes papež Frančišek izrekel pri sveti maši. Molimo. Bog naš Oče, ob slovesnem praznovanju svetega Jožefa si nas nasitil s hrano z tega oltarja. Ohranil nas svoje darove in nas vedno brani in varuj, ker smo tvoja družina. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Predno se razidamo, bom zmožil še molitev za zdravje v času epidemije, ki jo najdete tudi na spletni strani Župnije Ljubljana Dravlje. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni, posledic novega virusa in so preizkušani. Nakloni jim, da se jim bo zdravje izboljšalo, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo ustrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem ga, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, pomočnica kristjanov, prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas. Vsi božji svetniki in svetnice, prosite za nas. Tako, jaz vam želim lep večer, zopet se vidimo jutri ob isti uri, no jutri vas povabim tudi, da ostanete z nami še pri križevem potu. Naj vas na vseh vaših poteh spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Ostanite v Gospodovem miru. Bogu hvala.